Kako je danes v Sloveniji z doseganjem strokovnega cilja v čim zgodnejši fazi obolenja pri Parkinsonovi bolezni postaviti čim več diagnoz? In seveda, kako je potem z možnostjo zdravljenja, z možnostjo celostne obravnave in z omogočanjem čim kakovostnega življenja bolnikom? Ja, zgodnja diagnoza je še kako pomembna, kajti prej, ko bolniku postavimo diagnozo, prej, ko lahko začnemo zdraviti in prej se bo njegovo počutje izboljšalo. Zgodnja diagnoza in zgodnje zdravljenje tudi ugodno vpliva na sam potek Parkinsonove bolezni. Tako da tisti prvi korak, ki ga bolnik z težavami, ki so znak Parkinsonove bolezni, naredi, je odhod k osebnemu zdravniku in glavna odgovornost seveda zdravniku, da prepoznamo bolezen, je na družinskih zdravnikih in mislim, da svoje poslanstvo upravljajo dobro, kajti k nam v specializiran center prihajajo bolniki v zgodnjih fazah bolezni. Zelo redko se zgodi, da pride kdo, ki je že več let bolan, pa diagnoza ali pa bolezen ni bila prepoznana. Tako da mislim, da smo na tem področju kar dobri, kar se diagnostike tiče. Res pa, da je čakalna doba tista, ki bolnika še nekoliko odmakne od subspecialista. Ta je okrog 6 mesecev za prvi pregled. Velik problem so potem kontrolni pregledi, kajti bolnikov na žalost ne moremo tako pogosto kontrolirati in pregledovati, kot bi si želeli, kot bi bilo strokovno utemeljeno. Kar se same diagnostike tiče, diagnoza Parkinsonove bolezni tako temelji na kliničnem pregledu. Nobene posebne sofisticirane preiskave, na katere bi bilo treba dolgo čakati, niso potrebne. In potem sledi uvedba zdravljenja in potem doživljenjsko spremljanje bolnika in prilagajanje odmerkov zdravil in iskanje tiste kombinacije oziroma tistega zdravila, ki je za določenega pacienta najbolj primerno in najbolj učinkovito. Je pa tako, da tudi ta bolezen prizadene marsikoga, ne glede na življenjsko obdobje, tudi dokaj mlade ljudi, kaj ne? Ja, sicer večinoma zbolevajo ljudje stari okrog 60 let, ni pa redkost, da zboli kdo star 50, 40, tudi 30. Seveda redkeje kot okrog 60. leta, ampak to je načelno bolezen, ki prizadene ljudi v starejši življenjski dobi, niso pa zelo redki tudi tisti, ki zbolijo prej. Kateri pa so glavni izzivi na področju zdravljenja in obvladovanja te bolezni, seveda poleg teh, ki ste jih že omenili, ki so pravzaprav sistemske narave? Jaz moram reči, da večina problemov, ki jih imamo pri vodenju bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, je sistemske narave. To so bodisi čakalne dobe na kontrolne preglede, čakalne dobe za uvajanje določenih načinov zdravljenj. Naprimer, globoka možganska stimulacija je eno zdravljenje, katerega morajo bolniki čakati okrog leto, zdaj, kar je seveda dosti časa. Tisto, kar je pa področje, na katerem moramo pa še veliko storiti, je pa organizacija celostne nevrorehabilitacije bolnika s Parkinsonovo boleznijo od začetnih faz in nato ves potek bolezni. Bolnikom s Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji za zdaj ni organizirana neka kontinuirana rehabilitacija. Rehabilitacije so deležni tisti bolniki, ki so bodisi hospitalizirani ali pa da so imeli kakšno operacijo in iz tega naslova operacije potem lahko pridejo do nevrorehabilitacije v zdravilišču ali na inštitutu Soča, medtem ko nevrorehabilitacijo v vseh fazah bolezni bi potrebovali čisto vsi bolniki. Na tem področju pa zelo zaostajamo in pešamo. Zelo se trudi na tem področju pomagati Društvo Trepetlika, ki organizira za člane društva po različnih krajih Slovenije vadbe, predavanja, druženje in tako naprej. Ampak ta način vadbe oziroma rehabilitacije bolnika tako strani fizioterapeuta, delovnega terapeuta, logopeda, to bi moralo biti urejeno na nivoju države. In dostop do tega bi moral imeti vsak bolnik, kajti dokazano redna vadba ne samo, da ugodno vpliva na potek bolezni, bistveno izboljšuje kakovost življenja. Pa ne samo vadba, tudi vaje za govor, tudi
vaje, kako se z omejitvami, ki jih bolnik ima, spopada z izzivi vsakodnevnega življenja, oblačenjem, hojo po stopnicah, obračanjem in tako naprej. Skratka, zelo veliko bolniki potrebujejo za boljšo kakovost življenja poleg zdravil, in tukaj na tem področju nas čaka še veliko dela.